SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov. Lepo pozdravljeni v novem SBC-evem aktualnem podcastu. Tokrat bo govora o Turčiji. Zakaj? Ker gre za državo, ki ima 85 milijonov ljudi, je članica NATO, ni članica Evropske unije. Je država, ki je vedno na strani vseh, praktično pa tam, kjer se da kaj izpogajati zase. Erdogan, ki je na začetku svoje politične kariere slovel kot nekdo, ki bo Turčijo še bolj reformiral, je zdaj na oblasti vse od leta 2003. Zaprl je svojega največjega političnega nasprotnika, čeprav sam pravi, da je seveda sodstvo tam neodvisno. A enako velja tudi za medije, pa bodimo iskreni, vemo, kaj je v resnici. Dejstvo pa je, da brez Turčije Evropa v resnici tudi ne more. Turčija je neka pregrada, ko gre za migracije, a je tudi ogromen trg, kjer ima Evropa kar nekaj interesov. Zato sem v studio povabil izrednega profesorja oziroma doktorja Farisa Kočana in lep pozdrav. Dobar dan. Iz FDV-ja in pa Boštjan Šifrer, Sibo Group in lep pozdrav. Dobar dan in hvala lepa za vabilo. Z veseljem. Zdaj, morda če res začnemo pri zadnjih dogodkih v Turčiji, videli smo najprej aretacija istanbulskega župana, veljal je za politika nove dobe, morebitnega naslednika Erdogana, če bi se ta seveda umaknil ali pa prepustil, da se izvedejo poštene volitve. Po drugi strani pa na to tudi proteste, nek odziv ulice, česar smo v Turčiji tudi že vajeni, ampak tudi se kmalu ugasne, ker vemo, da Erdogan ugasne vse spletne medije in tudi prepove proteste in zapre kar nekaj protestnikov. Zato morda najprej, kakšne so zadnje razmere v Turčiji? V tem trenutku v bistvu srednja opozicijska stranka v Turčiji poziva na predčasne volitve, ki naj bi se odvile v novembru, s ciljem, da ujamejo to, kar ste tudi sami rekli, ta momentum, ki obstaja na ulicah in v družbi, namreč verjetno se zavedajo, da to ne more trajati v nedogled. Erdogan je, oziroma pravosodje turško je to sprožilo 3 leta pred rednimi volitvami, kar pomeni, da v teh 3 letih se bo verjetno zadeva kot taka izpela. Situacija je verjetno zapletena v političnem smislu, vidimo tudi, da obstajajo določeni, pa verjetno bo kolega več govorijo ekonomski indikatorji, ki kažejo na to, da ta poteza ni bila z vidika pravosodja ustrezna glede ekonomske kondicije in situacije, verjetno je poslovno okolje odvisno od stabilnega političnega okolja, predvidljivega političnega okolja. Tako da v tem kontekstu se Turčija nahaja ponovno v nekem navzkrižju, razpotju, v notranjem smislu, ampak ključno pa je, da torej ta zunanja politična dinamika dominira notranjo politično sliko. Erdogan si to ne bi mogel narediti leta 2021, 2022, danes je to lahko naredil, verjetno se bomo tudi kasneje pogovarjali o vseh teh dejavnikih, ki to počnejo, ampak skratka Erdogan je danes samozavesten, ohrabljen akter, zaveda se, da je v bistvu najbolj zaželen človek trenutno za vsako mizo in evropsko in ameriško in v tem kontekstu skuša obračunati svojimi tekmeci in v tem kontekstu ima molu nekdo, ki mu lahko verjetno najbolj ogrozi njegovo oblast. Je mlajši od njega 20 let, velja za karizmatičnega voditelja, velja za nekoga, ki lahko poveže kurdske alavitske skupnosti, velja tudi za nekoga, ki ima te neke zahodne vrednote, ne smemo pozabiti tudi na njegovo partnerko, ki se trenutno, ko se seveda njen partner nahaja v priporu oziroma zaporu, se pojavlja se na zelo zanimiv, perfiden način, pojavlja se torej brez tega marame, pojavlja se kot nekdo, ki je zahoden človek, kot nekdo, ki se ne skriva in kot nekdo, ki zgodbičim predstavlja ta neki drugačen obraz Turčije. Tako da zagotovo je težka situacija, ampak Erdogan ima verjetno vse vajeti v svojih rokah in verjetno lahko tudi to zadevo ustrezno zapre. Ja, o vsej tej geopolitiki bomo še veliko govorili, si pa omenil tudi ekonomijo, ravno zato bova tudi midva kakšno o tej temi rekla. Morda čisto za začetek, koliko vaše podjetje posluje s Turčijo, kako pomemben trg je, naprimer za slovensko podjetje, turški 85 milijonski trg? Turški trg za naše podjetje seveda je pomemben, tako kot so vsi ostali trgi. Naj samo na kratko orišemo vodoma, da izvažamo v 60 držav, da nam Slovenija predstavlja 4% prihodkov, pomeni, da smo 96% izvozniki. Turčija je ena od teh držav, kjer izvažamo. Naš izvoz v Turčijo je v zadnjih več kot 10 letih nekaj čez 1 milijon evrov, ob naši realizaciji skoraj 100 milijonov evrov letne prodaje, vendar mi ugotavljamo, da se razmere na turškem trgu v zadnjih letih precej slabše, kar se tiče povpraševanja v Sloveniji, iz Slovenije. Še vedno dosegamo velike količine, vendar turška lira vsako leto upada, kar nam odnaša konkurenčno prednost, saj so vse težje doseči želene tržne cene, ki veljajo na turškem trgu. Poleg tega imamo
tam mednarodno konkurenco in seveda lokalno turško konkurenco. Jaz osebno sem bil v vseh teh letih prisoten pri naših strankah, sem delal z njimi, mi imamo 11 strank, v glavnem v Istanbulu in v okolici Istanbula, ker je to mesto izjemno pomembno v vseh smislih, ne tako v političnem kot v ekonomskem in gospodarskem. In je kar zahtevno in sicer nam realizacija kot taka ne pada. Mi smo v zadnjih 10 letih tam od 50 do 60% povečali cene, vendar se je trend zmanjševanja našega izvoza iz Slovenije v Turčijo. Omenili ste padec turške lire. Ne? Dejstvo je, da mislim, da so imeli v letu 2023 celo 60% inflacijo. Erdogan je naredil kar nek paradoks, ves čas je nižal obrestne mere oziroma centralna turška banka. Videli smo, kaj je to pomenilo. Zdaj so prišli na to oblast centralne turške banke novi fanti z novimi idejami. Ja. Bo to morda malce bolj okrepilo turško liro, predvsem njihov trg, gospodarstvo in morda tudi, ne vem, takemu podjetju, kot ste vi, pomagalo vendarle neko bolj stabilno situacijo tam ustvariti. Mi vse izvažamo seveda v evrih, zaračunavamo v evrih, plačajo v evrih, povprečni plačilni roki so okrog 30 dni, večina turških podjetij plačuje s kasaskontom, kar je neverjeten pojav, zaradi tega, ker oni dobijo neke olajšave pri plačevanju, takojšnjem plačevanju, kar v bistvu na nivoju države povečujejo to likvidnost, ki je sicer slaba. Imajo pa seveda izjemno visoko inflacijo, najvišjo v regiji. Leta 2022 je dosegla vrhunec 85%, leta 2023 pa 61%. V letu 2024 je bila pa 47%. To so neverjetne številke. Ja. Kako se lahko, ne vem, podjetje sploh prilagodi takšnemu trgu? A je sploh to mogoče? Ja, na nas to relativno malo vpliva zdaj, ker izvažamo in prodajamo v evrih, tako kot sem rekel, smo cene dvignili, ampak seveda je pa trend zmanjševanja posla zaradi tega, ker naši kupci, se pravi turška industrija išče lokalne resurse, pa tudi resurse iz Severne Afrike. Eno vprašanje, kakšni so Turki, ko greste tja skleniti posel? A veljajo kakšne prav posebnosti? Dobro, verjetno na začetku čaj spijete, to je vedno ponudijo, ali pa turško kavo. Čaj ali kavo ali oboje, tako je. Izjemno, jaz imam izjemno dobre izkušnje, mi smo prijatelji, jaz imam tudi navado, da od vseh teh direktorjev in naših kupcev vzamem telefonske številke in rojstne dneve in se potem za rojstne dneve slišimo in se pogovarjamo, smo res skupaj, tudi če smo znani po zelo visoki kakovosti, ki jo dobavljamo, vendar če se tudi kdaj pojavijo problemi, so pri tem izjemno človeški in razumni in izjemne izkušnje. Res bi rekel vse pohvale na osebnem in tudi profesionalnem nivoju, kar mi delamo in kar so moje osebne izkušnje. Morda samo še eno vprašanje. V politiki z njimi kdaj govorite, kako oni gledajo na vladavino Erdogana? Ja, so razni komentarji, seveda, kadar imamo čas, pa da smo povabljeni ali povabimo na kosilo in se potem tam malo razgovorimo. Pride ta tema o poslu nevelikokrat, ob poslu za politiko nevelikokrat, v nekem potem času po poslu se pa pogovarjamo in seveda tako kot povsod so pogledi različni, nekateri ga zagovarjajo, nekateri ne, tako da je to pač, bi rekel, subjektivno odvisno od osebne opredeljenosti do situacije. Faris, ne moremo seveda zdaj mimo tega lika Erdogana. Dejstvo je, da na začetku je bil res reden sogovornik Evropske unije, evropskim politikom. Pogajanja sicer o vstopu Turčije so zastala verjetno večkrat, kot se sploh začela. Tudi ta obljuba, da bodo del Evropske unije, je sicer na mizi, ampak roka na srce, mislim, da nihče čisto zares v to ne verjame. Prej si že omenil to geopolitiko. Zakaj je Erdogan postal tako močan? Zakaj je znal izkoristiti strateško lego, dejstvo, da je na zahodu in na vzhodu? Ja, tako kot so tudi pregovorili, z vidika regije treba Erdogana razumeti tudi v regionalnem smislu.
tudi sami ste rekli na začetku, je članica NATO, gre za drugo najpomembnejšo članico zveze NATO in v tem kontekstu tudi njena vojska, ki šteje z rezervisti skupaj približno 800,000 mož, je ena najbolj operativnih vojaških sil, če govorimo o Turčiji kot o evropski državi. Turčija je prisotna bila v Siriji, Turčija je prisotna bila v Libiji. Vemo, da smo leta 2016 Evropska unija sklenili dogovor, tako imenovan dogovor s Turčijo glede migrantskih begunskih poti in v tem kontekstu je Turčija postala izjemno pomemben igralec za Evropsko unijo. Danes, ko je torej prišlo do nove oblikovanja nove ali pa dajmo reči poskusa konsolidacije nove politične sile v Siriji, Erdogan postaja ključen igralec. Ne samo zato, ker ima torej ogromno Sircev, ampak tudi zaradi tega, ker Evropska unija ali pa države Evropske unije skušajo zapopasti repatriacijo beguncev. In Turčija postaja tako imenovana stabilizacijska sila v sami Siriji. Vemo, da si želi vojaških baz, vemo, da jih bo najverjetneje tudi tam v okolici Palmire v Siriji dobila in v tem kontekstu postaja ključen podizvajalec poleg Izraela za ameriško hegemonijo, ki jo skuša še vedno ohranjati v Bližnjem vzhodu. In Turčija absolutno v tem kontekstu profitira tudi z vidika nove evropske varnostne in obrambne arhitekture, kjer si Evropska unija pravzaprav ne predstavlja sodelovati s kom drugim kot s Turčijo. Vemo, da ima Turčija ogromen vojaški kompleks tudi z vidika dronov, tankov, skratka ogromno vojaške artilerije, ki Evropska unija verjetno v prihodnosti bo potrebovala ali pa če bo to prišlo do konsenza na ravni Bruslja. Skratka tudi Tusk, eden izmed tistih, ki postaja najpomembnejši igralec na področju evropske varnostne in obrambne arhitekture, torej Poljska, si Erdogana predstavlja ne samo kot nekoga, ki bi lahko pomagal pri operativnih zmogljivostih, ampak tudi pri povojni obnovi Ukrajine. Vemo, da Ukrajina absolutno bo v naslednjih letih ali pa mesecih, ko bo tega konflikta, te vojne konec, bo potrebovala približno 100,000 ljudi, ki bodo ohranjali mir in Turčija je tista, ki se brez težave pripravljena izpostaviti. Tu vemo, da je bila prisotna v Bosni in Hercegovini v povojnih konfliktih, konstenzih, Afganistanu in seveda ima izkušnje tudi, da lahko to počne tu. Potem pa imate torej še turška podjetja, gradbena podjetja so ena izmed največjih na svetu. Turčija lahko in zmore tudi biti prisotna v Ukrajini pri povojni obnovi. Turčija je postala pomembna tudi v Zahodnji Afriki, v regiji Sahela, početverila je število veleposlaništev v Afriki, v tem kontekstu ponuja roko tudi Franciji. Francija je vse manj zaželen akter v Afriki zaradi svoje imperialistične preteklosti in v tem kontekstu Erdogan tu lahko vse pridoma profitira. In ta profitiranje je potem, da vsi umaknejo oko stran, ko se dogajajo notranje stvari. Erdogan tega ne počne prvič, to je počel tudi s kurdskimi župani, so bili priprti, tudi človek, ki je bil osrednja figura PKK-ja, torej kurdske delavske stranke, še vedno zaprt in Erdogan bo to torej počel in delal tudi z Imamoglujem. Ko bo ocenil, verjetno, ker glede na to, da ko ste tudi sami rekli, človek 22-23 let na oblasti, ko bo ocenil, da je enostavno ulica preveč glasna, bo Imamoglujev verjetno s kakšno koncesijo izpustil. Kar je pa za njega ključno, je pa to, da je torej mi bila odvzeta diploma. On dejansko ne more kandidirati tako na predsedniških volitvah in Erdogan se tega verjetno zaveda in to je tisti podton, ki ga torej, dajmo reči, ljudje niso zaznali. Mislim, da je to v tem kontekstu ključno. Moramo vprašati, vendarle zdaj živimo v času, ko se je na hitro vse spremenilo s prihodom Donalda Trumpa, s tem, da smo ugotovili predvsem Evropejci, da naš zaveznik ni tako močan ali pa tako zanesljiv, kot smo mislili morda še pred nekaj meseci. Kako to, da Evropa tukaj tako miži, ko vendarle, sam si omenil, Erdogan pa ruši vse te demokratične standarde, ki jih tako radi zagovarjamo v Evropi, ali pa jih komu celo očitamo, ko nam seveda to prav pride. V tem primeru lahko govorimo o Srbiji, čeprav zelo, zelo polovičarsko, morda malo bolj, ko gre za Bosno in Hercegovino in za Dodika, ampak vendarle, tudi v Turčiji ne moramo reči, ok, tam je pa vse v redu. Ampak za nas pa je v redu, Drži, Evropska unija je v zadnjih letih razpeta med tem, ali je normativen igralec ali je geopolitični igralec. Če želiš biti normativni igralec, torej mora biti vsi vatli za vse enaki, vladavina prava, spoštovanje človekovih pravic in tako naprej. Ampak v tem kontekstu vidimo, da geopolitika postaja neizprostna, nova realnost je takšna, Trump postaja vse manj predvidljiv za svoje ključne zaveznike in Evropska unija razume, da mora zapopasti v geopolitično igro in če lahko na ta način pri Turčiji pravi, poglejte, morate spoštovati to in to, hkrati težko jim potem rečeš, niste se odzvali. Nemško zunanje ministrstvo je bilo malce bolj ostro od Evropske unije, ampak po drugi strani pa se zaveda, da jih potrebuje in to Erdogan zamiži. Vemo, da je Turčija v carinski uniji, prihaja torej do diferencirane integracije, najverjetneje bo tudi s poglabljanjem prišlo do nekih tesnejših sodelovanj, sploh na področju vojaške in obrambne infrastrukture, ampak tu je Evropska unija zagotovo na precepu. Torej na eni strani ali bo dejansko na račun tega, da bo vztrajala pri svojih normah,
izgubila strateške partnerje in ostala nek otoček, ali pa bo zapopadla geopolitično paradigmo in hkrati s tem trgmovanjem izgubljala del sebe in nepovratno to seveda tudi vpliva na ljudi v Evropski uniji, ampak po drugi strani pa krepila svoj vpliv. Ne? Ampak to je torej na strateških, dajmo reči, ravni Evropske komisije, uradnega Bruslja, kaj narediti. Mislim, da tu ni pametnih odgovorov, niti na kakšen način lahko zadeve zapopadajo, ampak dejstvo pa je, da Evropska unija je bila v zadnji, ali pa države članice Evropske unije so bile v zadnjih letih strateško odvisne v vojaškem obrambnem smislu od ZDA, to se sedaj očitno spreminja, bomo videli, kaj bo, in tem je potrebno razmišljati, kdo so naravni partnerji, in mislim, da Turčija, za razliko od marsikoga drugega kot članica NATO, je najverjetneje lahko ustrezen partner Evropske unije in tudi lahko preživi Erdogan s tem, da je bolj vpet v evropsko strukturo. Kot poslovnež, kot nekdo, ki seveda živi za številke, za vse to, kar se dogaja, kako vi spremljate te geopolitične spremembe, pa tudi enega izmed svojih trgov, se pravi Turčijo. Sej ni ključni, je pa pomemben, pa vendarle lahko se odpre kar naenkrat in bi bil še pomembnejši. Kako vi vse skupaj gledate? Ja, mi smo velikokrat razmišljali, da bi se z našo proizvodnjo poskušali preseliti v Turčijo, zaradi tega, ker je zanimiva s svojimi stroški, ker tam imaš po celi vertikalni strukturi stroškov boljše inpute, enkrat, ko imaš lokalno proizvodnjo. Seveda sem jaz v tej luči predlagal akvizicijo enega našega konkurenta, katerega smo tudi obiskali, smo se z njim pogovarjali, smo razmišljali na glasu o tem, smo to temo odprli in jo dali na mizo, da bi našo to proizvodno, kar delamo za Turčijo, prestavili v Turčijo, kupili, investirali in pač naredili moderno proizvodno v Turčiji, kar lokalci ne zmorejo, zaradi tega, ker imajo pač nizke cene, s katerimi edini znajo prodajati, in z nizkimi cenami se akumulacija ni dovolj, poleg tega pa družina običajno mora živeti od tega podjetja, in ko to postane del večjega podjetja, eno tako podjetje lokalno, potem lahko prideš tja in rečeš, to so zdaj nove više cene, potem imaš na drugi strani manjše stroške, ni več stroškov družine, in seveda izjemno zanimiv izhodišče je Turčija, oziroma mi se vedno v bistvu pogovarjamo od Istanbula, da bi v sosednje države izvažal, zaradi tega, ker je mi recimo v Evropi, če ne poznaš Turčije, sploh ne moreš razumeti, da mi ne prodajamo v Pakistan, Tadžikistan, vse stane, zaradi tega, ker ne znamo jezika in ne poznamo mentalitete. Če imaš pa ti podjetje v Turčiji, imaš tam ljudi, ki znajo te jezike, poznajo to mentaliteto, oni z njimi delajo tako, kot mi delamo s Francozi, pa z Angleži, pa z Nemci, oni lahko delajo s tem državami in se avtomatsko odpirajo novi trgi. To je brez sile, spontano, z lahkoto, za veliko razliko od sedaj, ko imamo pa nič, in to je izziv ne samo tam proizvajati za njih, ampak izvažati. Potem to so, rečemo, azijski del, potem je pa tudi seveda zelo zanimiv severni del Afrike, ki je gospodarsko bolj razvit, kjer je tudi močnejši pretok blaga, kot mi ga čutimo v Evropi ali pa v Sloveniji. Vem, da veliko seveda potujete, veliko spremljate te trge, a se v Sloveniji zavedamo tega, o čemer vi zdaj le govorite? Ker dejstvo je, da... Ja, mislim, ljudje, ki so razgledani, ljudje, ki potujejo, ljudje, ki se ukvarjajo s tem, seveda to poznajo, verjetno je to bolj peščica ljudi. Tega se tudi iz knjige nisem naučil, pa z interneta to pač spoznaš, ko si tam, ko se z njimi pogovarjaš, ko prideš do teh tem in ko vidiš, pa rečeš, a vi tudi izvažate, vi ne delate samo za Turčijo, delate za sosedne države, izvažate tja. In je to zanimivo, mislim, brez znanja, brez inženirjev, brez izdelkov, brez tehnologije, pa izvažajo tja, kjer jaz ne, ki bi z lahkoto, ampak nam je jezik, pa kultura, pa poznavanje, pa razumevanje taka prepreka, da ne moramo delati. S temi ljudmi bi pa to lahko naredili. In tle je več kot 50% prednosti imeti proizvodno v Turčiji oziroma v Istanbulu. Kako daleč ste zdaj s to idejo? Mi smo zdaj veliko investirali na Hrvaško in v Ameriko, tudi v Sloveniji, in
zaenkrat so naši kapeksi izčrpani in kratkoročno, to se pravi za 2-3 leta, mi ne računamo, ampak seveda srednje ali pa dolgoročno je pa to točno tako zanimivo, kot smo govorili ta hip. No, prav to je zdaj moje naslednje vprašanje. 85-milijonski trg je že sam po sebi ogromen, ampak če pa k temu dodamo še vse države, s katerimi je Turčija povezana, Severna Afrika, vzhodni del, potem azijski del, ne? Evroazija, ja. Tako, to je ogromen trg, zdaj ko se Evropa pripravlja na to, da bo morda zaradi vseh teh carin, ki smo jih dobili. Ja, ta isti efekt se bo zgodil, verjetno, ja. Tako je. Vsaj v manjšem smislu zelo verjetno. Ker zdaj on je dal pobudo in zeleno luč, da lahko to ljudje delajo. Ne? In zdaj bo lih kontra, kot je bila prej svoboda pretoka denarja in kapitala in ljudi po 70-ih, 80-ih že zaznana, potem pa po 90-ih letih, po letu 2000, zdaj gre to v drugo smer. Ampak se tudi ta trend se bo nekoč spremenil. To ne more dolgo ostati, to je nenormalno. Kaj bo Turčija od tega dobila, naprimer? A je Turčija zdaj s tem, kar se dogaja v tej trgovinski vojni, dobila pravzaprav novo priložnost, da se še bolj poveže ravno to, kar smo zdaj slišali? Ne? Če ti prideš v Turčijo, imaš kar naenkrat odprta nova vrata v en del, ki ga morda Evropa ni prav napadla gospodarsko, ne? Ga je puščala morda res azijski, kitajski ali pa Turčiji, no, predvsem kitajski. A je zdaj to za Turčijo tudi ta gospodarski del en prelomen čas znova? Zdaj se strinjam, mislim, da ta deinternacionalizacija ne more dolgo trajati, sploh zato, ker globalne verige vrednosti so... Ampak bo pa najmanj do konca mandata, to je 4 leta. Kar pomeni, da v tem kontekstu se bodo mogli znajti. In kaj Erdogan lahko počne, tu lahko počne absolutno izkorišča svoje primerjalne prednosti. Je dovolj zasidran, usidran v vse te tokove, govori njihov jezik, razume jih, zelo dobro zgodbiči, tudi vidik, da sam nima klasičnih neoimperialnih praks, da je drugačen, da gre za razvojni mir, zelo podobno kot Kitajska, zelo se povezuje tudi z državami BRICS-a, skuša se nekako usidrati kot podizvajalec v določenih infrastrukturnih projektih afriških, tam, kjer Kitajska več objektivno ne zmore, postaja relevanten igralec in zagotovo postaja okno, ne samo za Evropsko unijo, ampak tudi za Ameriko v širših geostrateških igrah. Ne smemo pozabiti na Iran. Iran smo kar malce pozabili, Iran postaja izoliran akter, ampak se bo treba z njim pogovarjati. Vprašanje jedrskega... A lahko izvažamo v Iran, ne moramo. A lahko izvažamo iz Istanbula, lahko. Aha. Odgovor. Ja, tudi to je res, ne, ampak Amerika mora razmišljati tudi politično, ne, se pravi, zakaj je Iran lahko problematičen za regijo, na kakšen način in se bo moral z njim pogovarjati, predvsem v luči tega, kaj bo z Izraelom, kaj bo s Hamasom, na kakšen način se bo tudi Irak razvijal. Vemo, da Kurdi so izjemno pomembni bili za Iran, izjemno pomemben buffer za vse njihove ideje. Za Turčijo vemo, da so Kurdi absolutno problematični, ampak zdaj prihaja do novega vala. Ja, naprimer, zdaj so tudi v kurdski stranki rekli, dobro, zdaj pa je čas, da odložimo orožje, ampak ne, če se bodo z nami oblasti pogovarjale. Za enkrat kakšnega odgovora sicer Erdogana ni, je pa tu prelomen dogodek tudi v notranje politični tej sliki Turčija, drži, ne? Drži, ja, tudi sivi volkovi so, ki so tradicionalno bolj nacionalistični od Erdogana, so nakazali signal, da se je potrebno s Kurdi pogovarjati. Ne prihaja samo do notranjih vidikov, prihaja do regionalnih vidikov. Kurdi so izjemno pomembni za ZDA, Kurdi so izjemno pomembni za Izrael in vemo, da je Izrael izjemno pomemben v tem nekem balansu med hegemonskostjo Turčije in Izraela. Zagotovo si ZDA predstavlja, da bi se, vkolikor se Izrael in Turčija zmoreta nekako zediniti ali pa pogovoriti na dialoški način, postajata pomembna akterja. Tudi plinovodi ne smemo pozabiti. Kurdi delujejo po principu, če se z nami ne boste pogovarjali, boste z nami probleme imeli. Ja. Kurdi si zdaj želijo v bistvu regionalne avtonomije. In Erdogan in Putin oba se z njimi zdaj pogovarjata in sta se dogovorila. Ja, ne. Kar se tiče izključnih ekonomskih con, to je nekaj, kar Turčijo zanima. Turčijo zanimajo torej tudi nafta, zanimajo zemeljski plin. Sirijo to dobivajo. Vemo, da 2019 so z Libijo podpisali izključno ekonomsko cono, ki je Evropska unija obsojala, zato ker seveda je bila podpisana pod pogoji, kakršni je bila. Sirijo zaganjajo nov val. Sirija, torej v tem primeru, če bo prišlo do Al-Šare in legitimnosti sistema, si Erdogan želi, da bi tudi Sirija priznala Turško republiko, Severni Cipr, v tem kontekstu dobi tudi ekskluzivno
dajmo reči, idejo o tem, kako bi lahko vrtala. Turčija potrebuje tudi naravne vire. Ja, to je zanimivo. Ne? Turčija je ena izmed redkih držav, ki je tako vplivna, nima pa v resnici praktično ne nafte, ne zemeljskega plina, ne? In je povsem odvisna. Ravno zato vse čas tudi igra to igro Libija, Sirija, Rusija. Ne? Ta del pa tudi ona rabi. Ne? In tu je potrebno tudi spremljati, kaj si Turčija želi. Za Turčijo sta Sirija in Libija ključni državi. Ne? Bolj kot so prisotni, boljše je. In Turčija je zagotovo Rusija ustrezala v Siriji do določene točke, zaradi tega, ker je bilo potrebno tudi vidik odvračanja, da ni neposredna konfrontacija z Združenimi državami Amerike. Zdaj, ko se ruski faktor umika, se bo morala začeti Turčija pogovarjati tudi s Kurdi. Naslednje vprašanje je verjetno Libija. Kaj bo s Haftarjem, na kakšen način bo Rusija tam odigrala, kakšna je prihodnost te države, ko bo prišlo do združevanja. Ampak zagotovo pa Turčija ima več interesov v tem kontekstu in Evropska unija čuti, da je pravi trenutek za Turčijo in zato, da tudi lahko sama na nek način profitira od te celotne situacije. Ta geopolitika je zanimiva, a ne? Koliko jo mora podjetnik danes spremljati? Ja, seveda jo moramo spremljati zdaj. Če delaš samo v Sloveniji, sem uvodoma povedal, mi delamo po praktično res po celem svetu in od tega živimo, ne, in se razvijamo in to se dobro razvijamo in potem seveda je to treba malo spremljati in ni nepomembno, ne, kakšne poteze delamo. Mi smo šli pred 12 leti z našim podjetjem Sibo v USA v Ameriko in pred 4 leti začeli tam s proizvodno, danes vidimo, kako je bila to dobra odločitev in kako se nam to, v letošnjem letu imamo čez 100% rast v Ameriki z proizvodno in seveda to so potem lahko dobre posledice. V tem se potem razlikujejo po 10, po 15, 20 letih, mi po skoraj 60 letih naše tradicije, našega podjetja se razlikuje, kje pristaneš, ko nazaj gledaš in vidiš, kakšno črto si vlekel za sabo. Ne? Se morda to ni zdaj povezano s Turčijo, ampak moram vprašati, rekli ste, podjetje imamo zdaj tudi v Ameriki. Če kdaj je po tem, kar je Trump zdaj prejšnji teden povedal, je to ključna odločitev, ne? Da imate v resnici tam tudi svoje proizvodnje, kar pomeni, da se lahko dejansko izognete nekaterim carinam in ste takoj bolj konkurenčni. Ja, res je. Mi za Ameriko rečemo, da imamo sedaj okoli 80% tam proizvedenega prodano in okoli 20% tako imenovanega trgovskega blaga, pomeni, da proizvedemo v Evropi oziroma v Sloveniji, pripeljemo tam s kontejnerji in potem prodamo kao made in USA. Seveda je to zdaj v tej luči, ki jo imamo sedaj, ne, v tej novi realnost je to sedaj zelo pomembno. Mi smo sicer šli tja iz najbolj pomembnega enega vidika, to je, da mi za resne farmacevtske koncerne, največje farmacevtske koncerne v Evropi delamo in vsi so nam rekli, vi lahko dobite naročila v Ameriki, če boste tam tudi proizvajali. Mi rabimo lokalnega proizvajalca. V Ameriki se moramo zavedati, to je pa naslednja realnost Amerike, ker tudi ljudje, ki niso tam prisotni z svojimi ekonomskimi aktivnostmi, ne poznajo tako dobro ali pa sploh ne, da v Ameriki proizvodno imeti ni fancy. Ne? V Ameriki je fancy biti v velikih mestih, imeti zavarovalnice, sklade, banke in vse ostalo, da delaš samo po pisarnah za računalniki. Proizvodna je pa to dirty industrija, pa ni to fancy, tako da mi imamo v Ameriki bistveno manj konkurence in tudi bistveno više cene kot v Evropi za iste izdelke. Torej, evropski proizvajalec nam potrdi za Ameriko 40-50% više cene kot v Evropi, zaradi tega, ker so stroški višji v Ameriki, ampak so pa tudi prodajne cene višje in naši kupci so se držali njihovih ponudb in mi enega za drugim posle dobivamo v Ameriki, za Ameriko, z našimi evropskimi kupci. Če smo rekli, da imamo mi v Ameriki 80-20 razmerje, kaj naredimo tam, kaj še trgovskega blaga, imamo pa razmerje med čisto ameriškimi kupci in kupci v Ameriki, ki smo jih pripeljali iz Evrope, 50-50 približno ta hip, raste nam število kupcev v Ameriki, zdaj, ko smo tam, pa imamo že tudi prodajno ekipo, ki sama se trudi in trži po Ameriki. Približno ta hip v letošnjem letu pa imamo okoli 50% strank v Ameriki, ki smo jih s sabo pripeljali ali pa oni nas v Ameriki nas spremljajo. No, to se mora vprašati, ker je seveda ta širša slika vedno zanimiva, sploh če govorimo o slovenskem podjetju, ki se je tam
dovolj časa pred odločitvijo Trumpa znašlo. Ne. O gospodarstvu bi zdaj nekaj morda še v Turčiji vprašal. Pri njih je turizem ena zelo pomembna panoga. Zakaj? S tem dobijo seveda denar, po drugi strani je ta turistični del tudi okno v svet, jaz rečem, ko priješ v Turčijo, so vsi seveda izjemno zadovoljni, zato na to veliko dajo. Potem je ta agroživilski trg tudi ogromen, Turčija pa je samozadostna, ko govorimo o kmetijskih izdelkih, ne, tukaj ima Evropa velike težave. Sam si prej že omenil vojaška industrija, te droni so eni najnaprednejših, ne, kupovali so jih praktično vsi, še najbolj Ukrajinci, zanimivo v vojni proti Rusom oziroma ne, po napadu Rusov. Kako je s to industrijo oziroma s temi gospodarskimi priložnostmi, ki jih slovenska podjetja ali pa Evropa lahko v Turčiji še najde? Verjetno to bo vprašanje za kolega na desni. Začnimo z letališčem v Istanbulu. Sej vemo, da je Erdogan hotel narediti največje letališče, mu je uspelo zelo izjemno lepo, z krasno logistiko, s 2 in 3 pasovi dostopa in odhoda. Turkish Airlines ima 400 avionov, preko 400 avionov, jih ima 200 v naročilu, imajo na Istanbulu, se hvalijo in trdijo, pa tudi resnica je, da imajo vsak dan preko 300 destinacij, to ni 300 avionov na dan, to je veliko več avionov na dan, ampak 300 destinacij vsak dan odpeljejo z Istanbula po celem svetu in so se s tem, to je pač ta infrastruktura, ki jo mi pogrešamo v Ljubljani, v Sloveniji, na Brniku, oni so to ravno nasprotno naredili, ne? To je tak pač velik strateški in korak za celo državo. Tu bi mogoče samo še dodal, to, kar ste rekli, vse drži, ampak v političnem smislu ima Erdogan en ključen problem, se mi zdi, z vidika ekonomskih priložnosti, ali pa tudi recimo, me lahko popravite, če se motim, sam tako, namreč vidim, če ti v 5 letih zamenja 6 guvernerjev centralne banke, to ravno ni najboljši signal za biznis, za investicije. Se pravi, da ima politika prevelik vpliv na monetarno politiko, na ekonomske vidike. Torej, da Erdoganova vizija, tako kot ste tudi sami rekli, kaj poganja inflacijo, prevlada nad idejami ali pa znanjem ekonomistov, je verjetno alarmantno. Se pa strinjam z vsemi ostalimi vidiki, ogromno početverili so število veleposlaništev v Afriki, povsod so prisotni, praktično ne obstaja. So infrastrukturo delajo, ne? To je vse to infrastruktura za razvoj države. Stadione gradijo po Afriki, nogometne avtoceste gradijo, tam so ogromno prisotni. Jaz mislim, da Turčija, vprašanje je zdaj, koliko ima sploh še zmogljivosti kot država, da lahko ohranja takšne ravni interakcij s celotnim svetom. In tu je potem verjetno potencial, kako si deliti delo. Se pravi, kako različni igralci si delijo delo tam, kjer so bolj učinkoviti in manj učinkoviti, si pa hkrati potem odpirajo in podajajo vrata. Ampak zagotovo Turčija izkorišča ta svoj položaj in izkorišča ga izjemno dobro in marsikdo se lahko nauči od tega, kako Turčija izkorišča svoj strateški položaj. Vse je zanimivo, ko sem rekel, delal bom podcast o Turčiji, pa sem jaz rekel, pa zakaj boš pa zdaj o Turčiji govoril že 2 tedna nazaj od te agitacije. Izjemno zanimiva država. Tako, in potem pa, ko slišiš vsa ta, in se malce poglobiš, milijardna vlaganja, vojaška prisotnost, tako kot si samo omenil, v Libiji, v Siriji, roko na srce, verjetno Asad ne bi padel brez turške podpore, skoraj zagotovo ne, vemo potem, kako so takoj svoj vpliv samo še razširile, da govorimo o vseh teh pogajanjih, naprimer za žito, ko sta govorila Ukrajina in Rusija, kje so se pogajali, pri Erdoganu. In znova je Erdogan rekel, pridite, se bomo pri meni pogajali. Takrat pa ugotoviš, da je Turčija v resnici spregledana država strani Evrope ali pa v medijih praktično o njej govorimo premalo, pa je ta vpliv na Evropo ogromen. Vprašanje, da ga postavim še naprej. Tukaj pa moram zdaj še eno stvar reči. Ko govorimo o turškem vplivu na Balkanu, tega se še nismo dotaknili, ali ta vpliv obstaja. Ves čas se zdaj veliko pogovarjamo o nevarnosti novih izbruhov vojne v Bosni in Hercegovini, vemo, kaj se dogaja z Dodikom, vemo, kaj se dogaja v Srbiji. Ali Turčija ima kakšen vpliv na ta del, ki nam je pa zelo blizu, to je pa Balkan? Zdaj, če gledamo na ravni odnosov med političnimi elitami, se pogosto ima
ali pa pogosto krat zgodi, da se Erdogan pojavlja v takšnih in drugačnih konstelacijah, verjetno ga je težko tudi zaobiti. Zdaj, kar se tiče same institucionalizacije njihove prisotnosti, sta pa zagotovo je turška TIKA, torej razvojna agencija, ki je pomembna predvsem za ta sanžaški del ali pa muslimanski del Zahodnega Balkana, kjer recimo imaš tu določene vidike obnavljene kulturne dediščine osmanske, recimo tu so prisotni so tudi prek sistemov Dianeta, ampak to je bolj za Zahodno Evropo, torej imami, izobraževanje imamov turških, ki se jih potem pošilja, recimo to je predvsem po Zahodni Evropi. Skratka, je prisotna Turčija v tem smislu investicijsko, mislim, da ni pretiran igralec z izjemo določenih tovarn in podjetij, ki obstajajo, recimo predvsem v Srbiji, ampak Erdogan je pa zagotovo pomemben, recimo če damo eno ilustracijo, zdaj zadnji intervju, ki ga je Dodik dal za Face TV s Hadžifejzovićem, je tudi sam rekel, ja, govoril sem z Izetbegovićem, ja, govorili smo z Erdoganom. Ne? Skratka, očitno se ga spoštujejo, očitno verjamejo, da gre za človeka, ki absolutno je racionalen ali pa igralec, ki razume te dinamike, kompleksnosti in išče med njimi dialog. Tako da zagotovo gre za vidik državne ravni, pa tudi za osebne ravni. Ni razlika 23 let naokoli. Bi kaj dodali na to temo? Erdogan je rekel, ko je zmagal prvič v Istanbulu in drugič v Istanbulu, ko zmagaš v Istanbulu, zmagaš v Turčiji. To se mu je zdaj vrnilo, ko je zmagal njegov konkurent, ne? Posledice smo pa danes že urisali in slišali. Ja, in s tem bi kar končal, ker se mi zdi, da smo naredili prav tak krog, zbrali smo se za to, kar se je zgodilo v Istanbulu, ko je res Erdoganov trenutni največji politični nasprotnik pristal v priporu, ampak ja, Erdogan je svojo kariero v resnici začel prav v Istanbulu in vse, kar se zgodi v Istanbulu, ima velik vpliv na regijo. Hvala vama za gospodarski in politični vpogled v Turčijo, ki jo prevečkrat spregledamo, pa jo ne bi smeli, in verjamem, da bomo, ne vem, čez kakšne pol leta, ko se bo kaj zgodilo, znova tukaj sedeli pa rekli kakšno več. Hvala za vse, kar sta delila z nami. Hvala za obisk. Hvala za sodelovanje in nasedenje. Ja, hvala. Hvala vam, srečno. Vam pa hvala lepa, ker ste bili z nami in verjamem, da ste zdaj po teh 45 minutah vendarle dobili nekoliko boljši vpogled v dogajanje, kaj se dogaja v Turčiji, predvsem pa zakaj moramo Turčijo bolj spremljati, ker nam je blizu, ker ima 85 milijonski trg in ker je v resnici Turčija vstopna točka na trg, ki je mnogo večji in na del sveta, ki ga prevelikokrat spregledamo. Hvala, do naslednjič. SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov.